Dr. Matej Zadravec se je rodil 20. aprila 1979 v Murski Soboti. Leta 2009 je doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru z doktorsko disertacijo na temo razvoja novega numeričnega algoritma za računalniško dinamiko tekočin toka mikropolarnih tekočin. Poklicna pot se je nadaljevala po zagovoru doktorske disertacije z zaposlitvijo na že prej omenjeni fakulteti, kjer je zaposlen kot docent na področju energetskega, procesnega in okoljskega inženirstva. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela je delal na Univerzi v Stavangerju na Norveškem in na Univerzi v Udinah v Italiji. Trenutno je na povabilo podjetja Research Center for Pharmaceutical Engineering GmbH že 6 let gostujoči raziskovalec v Avstriji na enem od največjih evropskih centrov, namenjenih podpori farmacevtskim podjetjem širom sveta, kjer se ukvarja s simulacijami ter razvojem naprav in procesov za potrebe farmacevtske in prehrambene industrije. Trenutno aktivno sodeluje pri različnih aplikativnih in raziskovalnih projektih za različna slovenska in tuja podjetja, predvsem z področja farmacije in procesne tehnike, kot so na primer Pfizer, Bosch, Boehringer Ingelheim, RCPE GmbH, Lek, Hella Saturnus Slovenija, Nuklearne elektrarne Krško, Brinox in drugi. Pomurski akademik dr. Matej Zadravec je eden od najbolj aktivnih članov Pomurske akademije. Tudi v svojem profesionalnem življenju je fejst širki na različnih področjih, deluje, je profesor na Mariborski univerzi, tako ima dosti stikov tudi z študenti in pri tom ga moram res fejst pohvaliti, ko ekstra veliko pozornost namenja študentom iz pomurskega okolja. In ob tom seveda je pa tudi odličen raziskovalec, ker je v svojem raziskovalnem področju ima veliki stik, direkten stik z prakso. In tudi njegovo predavanje je takšno, je nam pokazal eno področje svojih raziskav, ozko se ukvarja z raziskavami numeričnih simulacij, ker pa imajo te neposreden praktičen pomen in hitro pridejo tudi v prakso. In ne samo to, ko hitro pridejo v prakso, so tudi takšni, ko z njim vsakši dan imamo marsikateri tudi bogate izkušnje, stike. In glih zavoljo tega vas vabim k to zanimivo in odlično predavanje pomurskega akademika dr. Mateja Zadravca, v kater pogledamo. V prispevku je obravnavano projektiranje, modeliranje in numerična analiza kondenzatorja v procesu zamrzovalnega sušenja oziroma litofilizacije. Proces litofilizacije je eden izmed procesov sušenja snovi, uporaben je predvsem za sušenje farmacevtskih učinkovin, ki se ne smejo sušiti pri povišani temperaturi, saj bi jih s tem poškodovali ali celo uničili. Uporaba litofilizacije je torej smotrna v aplikacijah, kjer majhen vpliv na lastnosti končnega produkta pretehta višjo ceno samega postopka sušenja. V zadnjem času se litofilizacija pogosto uporablja tudi v prehrambeni industriji, saj trg zahteva produkte z višjo dodano vrednostjo. Litofilizacija poteka v večjih fazah. Prva faza je zamrzovanje produkta, od katere je odvisna mikrostruktura materiala, ki ima pomemben vpliv na trajanje sublimacijskega sušenja. Ko je material popolnoma zamrznjen, sledi vakuumiranje in začetek primarnega sušenja, ki mu sledi še sekundarno sušenje. Ko je produkt osušen, se tlak spet dvigne in proces se konča. Za vzdrževanje vakuuma skrbi vakuumska črpalka, ta mora biti sposobna izsesati plin, ki doteka v komoro zaradi netesnosti konstrukcije in pa tudi del par, ki ne kondenzira. Z namenom preprečevanja dotoka par v vakuumsko črpalko je v litofilizatorje vgrajen kondenzator, ki je ohlajen na temperaturo, pri kateri lahko poteče desublimacija vodne pare. Kritičen trenutek za kondenzator in vakuumsko črpalko v vsakem ciklu litofilizacije je začetek vakuumiranja. Sublimacija je možna le, če se nahajamo pod trojno točko vode. Velika razlika v parcialnih tlakih vodne pare in tlakom nasičenja vode v sušeči se snovi na začetku procesa sušenja predstavlja veliko gonilno silo za sublimacijo, kar se odrazi v veliki hitrosti agregatne spremembe. Pogosto to opazimo tudi kot ohlajanje produkta, ki ga sušimo, saj se med sublimacijo toplota porablja. Sublimacija je torej najintenzivnejša v začetku procesa. Ta hitrost agregatne spremembe je odločilna za dimenzioniranje kondenzatorja, saj mora biti le-ta sposoben prevzeti vso paro, ki se sprosti, da s tem zaščiti vakuumsko črpalko.
procesom zamrzovalnega sušenja oziroma litofilizacije ohranimo v snoveh, ki jih sušimo, vse pomembne snovi, ki se med klasičnim sušenjem z vročim zrakom izgubijo, pri čemer pa se tudi oblika sušene snovi zelo deformira. Le tukaj pa ostane ta precej podobna osnovni obliki sušene snovi. V svetu, ki nas obdaja, se lahko vsaka snov nahaja v enem izmed 3 različnih agregatnih stanj, imenovanih tudi fazah, in sicer v trdnem, kapljevitem ter plinastem agregatnem stanju. V posebnih pogojih tudi v 4. agregatnem stanju, imenovanem plazma. Pogosto si zamrzovanje predstavljamo kot statičen proces, pri katerem se snov, ki zamrzuje, ne premika. Ravno obratno, zamrzovanje je dinamičen proces, saj se fronta ledu ves čas premika in potiska tekočo fazo oziroma plinasto fazo. Letošnje predavanje na teh lepih dnevih je numerična analiza kondenzatorjev v procesu zamrzovalnega sušenja. Se pravi, približuje se zima, tako da tematika je prava. Se pravi, zamrzovalno sušenje samo po sebi srečate tudi dostikrat pod pojmom liofilizacija. Predvsem v farmacevtski tehniki je ta pojem zelo uveljavljen. Zdaj, sam proces je povezan z različnimi stanji, se pravi različnimi stanji tlaka in temperature v komori, kjer sušim neke produkte. Zdaj, če gledam, ponavadi, ko sušim, ponavadi hočem izločiti vlago iz nekega produkta, bodi da je to farmacevtski produkt, bodi si da je to naprimer neki živilski produkt, na katerega bomo pozneje se tudi mi osredotočili pri konstrukciji liofilizatorja oziroma zamrzovalnega sušilnika. Tako da neko sušenje potem spremlja več različnih faz, tako ta prva faza je, da neki produkt, ki ga sušim, zamrznem, in sicer, če pogledamo diagram trojne točke vode in potem vodo spravim, ko ga zmrznem, v trdno stanje. Se pravi, podhladim produkt na minus 40 stopinj in zamrznem vodo, s tem tudi ohladim produkt. In ko sem v tem stanju, grem v področje nizkih tlakov, se pravi iz neke sušilne komore, ki je zaprta napram zunanjemu okolju, izsesam snov. To pomeni, da nastane notri zelo globoki vakuum, tam nekje na nivoju 10 paskalov, se pravi zelo, zelo nizki tlake. S tem, ko to naredimo, če gledam diagram trojne točke, pridem v področje, kjer imam paro, se pravi kapljevina, trdna snov in para. Tako direktno vodo iz zmrznjenega stanja, se pravi ledu, spreminjam v paro. Temu pravimo sublimacija. Se pravi, potem ta proces poteka in seveda, ker para izhaja, če pogledamo neko komoro sušilno iz našega sušenega produkta, izhajajo, moram seveda nekje zadržati. In to paro zadržim potem v kondenzatorju, ki je podhlajen bistveno nižje, kot je komora bila v začetku, kjer sem zamrzoval tam nekje na temperaturo minus 85 stopinj. Zdaj, zakaj je ta temperatura tako nizka tam potrebna? Ker bi bila tudi, naprimer, minus 10 stopinj, da bi vodo zmrznili. Moramo vedeti, da imamo področje zelo nizkega tlaka in da ta temperatura tu, pri minus 85, da neki tlak nasičenja, ki je še bistveno nižji kot tlak tu, da potem imam tule nižji tlak in mi lahko para odteka iz prostora za sušenje. Tako da sam kondenzator opravlja zelo pomembno nalogo. Prvo je to, da mi ustvarja neki tlačni padec, da mi vodna para, ko sušim produkt, gre stran od produkta in potuje proti kondenzatorju. Po drugi strani pa vakuum ustvarjam na koncu, ker sem rekel, da ustvarjam vakuum z vakuumsko črpalko in ta vodna para, ki sublimira iz mojega produkta, ne sme priti vakuumsko črpalko, kajti večinoma teh na manjših skalah so to oljne vakuumske črpalke, pride voda v sistem olja in mi lahko skorodirajo deli v vakuumski črpalki. Tako da ta kondenzator, se pravi vodna para, ki sublimira, gre v kondenzatorski prostor, kjer bi naj se zamrznila in potem tule ostala. Tako da dve varovalki, dve funkcije opravlja naš kondenzator. Sedaj, če si pogledamo, mogoče to je en taki mali laboratorijski, to je večji proizvodni liofilizator za prehrambeno industrijo, vidite, da so to večje površine, cevi in tako naprej, razne izvedbe, ki so nizko podhlajene in potem se tam ta vodna para nabere v obliki ledu. In po koncu procesa sušenja se odtali in voda odteče ven, vi pa imate suh produkt. Tako da, zakaj se mi zdaj tega lotimo numerično?
Sami v svojem delu vidite, da zlagamo puzle in to je pač ena izmed puzel, da bomo na koncu dosegli neki virtualni model celega procesa, ker na koncu to so posamezni deli nekega procesa in žal en brez drugega ne morejo potem opisati celega procesa, rabimo jih odžagati, žagamo jih pa z robnimi pogoji. Tisti so pa ponavadi kritični trenutek, ki jih ne veš ponavadi predpisati. Tako da za nas je bil pomemben del sedaj to, da naredimo model, ki bo sposoben upoštevati to desublimacijo vlage v tem kondenzatorju. Če gremo, sedaj vseeno smo delali tudi eksperimentalno, ker smo se lotili tudi konstruiranja malo večjega s kolega, en je delal magistrsko nalogo in se je lotil tudi konstruiranja malo večjega liofilizatorja znotraj naše fakultete in smo delali eksperimente z jagodami. Zakaj z jagodami? Ker imajo zelo dosti vlage, se pravi 90% enote vlage, pomeni, ko bomo sušili, bo velik tok pare, se pravi naš kondenzator bo mogel zelo dobro delati, da bo polovil to vlago, to je kritičen trenutek in zato smo merili, sušili, merili maso in dobili pri nekih pogojih, tlaka in temperature, potem kako se vlaga izločuje iz produkta. Se pravi, rdeče je, kako se masa vzorca jagod zmanjšuje in tu pa vidimo, koliko je v bistvu izločena vlaga narašča tekom časa. Zdaj, nas je najbolj zanimal tu nekje začetni ta čas. Vidite, da tu je malo več točk, potem so točke, ki smo jih merili, bili bolj redke. Zakaj? Ker največji masni pretok vlage je glih v začetku. Ko imamo tiste najbolj ekstremne pogoje, največji pretok je tam bil, na primer, v našem 500-gramskem, v našem delu, ko je 500 gramov jagod, smo potem mi translirali vse te točke na veliko šaržo, se pravi naš liofilizator, ki jo bomo pozneje tudi konstruirali, pa bo mogel biti sposoben sušiti 100 kg, na primer, jagod. Se pravi, kondenzator bo mogel biti sposoben prevzeti cirka 90 kg vode. In na podlagi te transformacije z male skale na veliko smo potem določili, koliko kilogramov na uro moramo izločati na velikem zamrzovalnem sušilniku in zraven tega potem preračunali tudi toplotne moči oziroma hladilne moči, ki jih moramo tam zagotavljati, da mi ta desublimacijo vodne pare izvedemo na površine kondenzatorja. Na podlagi teh meritev smo potem in seveda konstrukcije, neke konstrukcije malo drugačne od trenutnih konstrukcij zamrzovalnih sušilnikov, ki se pojavljajo trenutno na tržišču, smo to modificirali po naših nekih predvidevanjih, da bi naš ta kondenzatorski del, ki je spodaj, se pravi gre za prehrambeni zamrzovalni sušilnik, imel večjo učinkovitost. Tako smo analitično določili okvirne dimenzije teh cevovodov oziroma potrebnih površin, na katere se bo ta led pozneje tudi odlagal. Ko smo imeli ta izhodišča, pa seveda preden karkoli kot strojnik začneš graditi, je fajn, če stvari preveriš, ker stroški izdelave niso majhni in potem popravila na nekih sistemih, kot so ta večji, niso glih najbolj zaželjena. Tako da to je bil naš štartni model, kljub temu, da sem omenjal, da nam ta del ene puzle manjka še tudi nekje drugje v celem procesu, ampak mi smo se za začetek osredotočili in preverjali učinkovitost delovanja tega samega kondenzatorja. Sedaj, do česa pride v takim procesu? Glejte, reševali bomo klasične računalniško dinamiko tekočin, Navier-Stokesove enačbe, ki veljajo v področju kontinuma. Sedaj pa, ker imamo pa območje, kjer so tlaki zelo nizki, prihaja do tega, da tako imenovano Knudsenovo število, kjer je razmerje med potjo med dvema molekulama in neko karakteristično dolžino sistema, pade v neko drugo območje, kot velja za kontinuum, mehaniko kontinuma. In tukaj smo potem na trhlih tleh, ali so še formulacije, ki jih uporabljamo, sploh primerne za proces, ki ga obravnavamo. Tako da v takem primeru, kot smo ga imeli mi, je možno te enačbe kljub temu uporabiti, ker smo glih na meje, se pravi nismo še predaleč, in modificiramo samo določene robne pogoje, kaj pa je pomembno, je pa to, ker v mehaniki kontinuma, se pravi v teh normalnih obratovalnih pogojih, je na stenah ponavadi hitrost enaka nič. V tem primeru, ko pa pridemo v področje Knudsenovih števil, ki več niso v primernih nivojih, pa to modificiramo tako, da ustvarimo neki prosti zdrst molekul na stene. Se pravi, s tako formulacijo potem lahko nekako tudi upoštevamo ta fizikalne
pristop z nekimi drugimi formulacijami. Tako da to je ena stvar, druga pa je, da tok znotraj, kljub temu, da hitrosti niso male, je pa pač laminaren. Zaradi pogojev, ki pač so, potem tok, ki nastane, je laminaren. Tako da mogoče na hitro samo ohranitev mase rešujemo, se pravi masa v sistemu se mora ohranjati, gibalna količina, energija in še, ker imamo simulacijo prenosa snovi, se pravi vodne pare, to nas zanima, še ohranitev te komponente kot vodne pare. Če gremo še naprej, se pravi eno je, da jaz sedaj predpišem vodno paro, izvor vodne pare, jo spremljam njeno pot skozi te od polic vse do kondenzatorja, sedaj jo pa moram tu nekako uloviti. Program sam po sebi ne ve, kako jo naj ulovi, zato smo za ta namen implementirali v obstoječe programe ene formulacije kolegov iz Italije, skupine profesorja Barezija, kjer je zelo enostavna reakcija prvega reda z konstanto, ki je seveda v njihovem primeru bila kot površinski izvor, mi smo jo morali preslikati v površinski ponor, tako da smo to s to formulacijo, ki je bila predpisana samo na teh stenah, potem pri nekih pogojih, ki so bili zadoščeni, to vodno paro, ki je prišla, tu tudi zamrznila. Se pravi, se je tu ustavila. Če pogledamo samo območje, se pravi, če delate simulacije, rabite veliko območje, kjer veljajo vsi tisti prej 4 našteti zakone, veljate. Zdaj, če jaz želim dobiti vseh teh točkah noter vektorje ali pa koncentracije vlage, moram to veljati tudi za vse te male delčke, tekočine ali prostora, kot za velikega. Zato diskretiziramo območje in danes, oziroma rečemo 2 leti, je do sedaj smo zelo dostikrat videli heksaedrske mreže, se pravi kvadratke, ali tetraedrske mreže. Danes je zelo popularna poliedrska mreža, ki je bistveno bolj stabilna, se pravi numerično stabilno znaša v naše reševanje in s tem manj težav nam pri samih preračunih. Se pravi, mreža je bila poliedrska, potem smo predpisali robne pogoje, jaz sem govoril, da sušimo snov. Zdaj, v tem primeru, ki ga danes prikazujem, ni nobenega sušenja simulacije, nobenega sušenja, ampak imamo direktno predpisani vtok vodne pare. Saj to ni bil zdaj primer, ki bi me zanimal, ampak direktno vtok vodne pare z polic in potem me zanima spodnji del, kjer ta para desublimira. In če pogledamo rezultate, se pravi para, ki pride iz polic, potem gre čez te naše pregrade, mimo pregrad, in pride v ta del spodnji, kjer imamo te cevi, kondenzatorski del, in tu vidimo, kaj hitrosti naraščajo, seveda, ker pride do zoženih kanalov, ki smo jih mi prej formulirali oziroma konstruirali, z željo, da para potuje v neki smeri. Tu moramo biti vedno pazljivi, da ne naredimo preozke, saj s tem povzročamo tudi tlačne padce, tako in spet preprečujemo pari, da bi nekam šla, kam bi mi želeli. Tako da moram biti zelo pazljivi, da ne ustvarjam prevelikih tlačnih padcev in potem na naslednjih slikah, naprimer tejle, pa vidimo res, kjer je rdeče, pomeni, da imam vodno paro, v področju kondenzatora pa vidimo že modro, se pravi, da tam več vodne pare ni. Se pravi, vodna para se je že na tem prvem delu, tu je prvi del kondenzatorja, tu je drugi del kondenzatorja, zelo uspešno desublimirala. Se pravi, sam konstrukcija naprave, ko smo pregledali tudi analitične rezultate, pokaže, da naš zamrzovalni sušilnik deluje stališča učinkovitosti kondenzatorja 100%, bi lahko rekli. Se pravi, želja je, da to tako je. Se pravi, orodje, ki ga sedaj imamo, je pa za nas pomembno zaradi še druge stvari. Se pravi, prej sem razlagal, nas zanima celoten proces. Se pravi, ne samo, kaj se zgodi v kondenzatorju. Se pravi, do sedaj imamo razvit zelo dober model, ki smo ga sami razvijali za sušenje neke snovi. In ta model za sušenje neke snovi je pa izključno mora biti podprt z eksperimenti. Se pravi, z meritvami, ali je to taka formulacija, ali je to taka snov. Se pravi, en kup nekih mikroskopskih lastnosti, mi združimo potem v en 2D model za sušenje nekih pogač v vijalah ali za sušenje jagod, rešimo tisto in potem predpišemo masne tokove v liofilizacijsko oziroma zamrzovalno sušilno komoro, dobimo na podlagi pogojev, ki smo jih izračunali, masni pretok, ki se izloči, ta masni tok požene tok skozi potem
celi sušilno komoro v kondenzator, ampak za nas je kaj pomembno, ker prej smo tu rabimo pri teh sušilnih, pri simulacijah sušenja, rabim tudi pogoje, kaj je nad snovjo, ki jo sušim. In dokler nisem tega zgoraj simuliral, se pravi, sem jaz nekaj predpisal, zgoraj je pa neki tlak, v realnosti pa tlak ni vse povsod enak in to lahko samo tako dobim, da to tu rešim. Zato moram delati to simulacijo. Ampak do sedaj smo ustavljali, vidite, tule. To je bilo trenutno stanje, sedaj pa gremo naprej, ker tu smo potem spet predpisali neki robni pogoj. Od tu naprej je kondenzator bil, za nas black box, sedaj pa več ni black box, sedaj pa dobivamo informacije, ker kondenzator rešim. Tako da za nas je sedaj ta simulacija, potem lahko rečemo v celoti neki virtualni zamrzovalni sušilnik, ki potem lahko res omogoča neko načrtovanje procesa, to je prvo, se pravi optimizacijo procesa, ali pa konstrukcijsko preverbo vašega novega dizajna zamrzovalnega sušilnika. Temelj litofilizacije je sublimacija. Sublimacija je agregatna sprememba iz trdnega agregatnega stanja v plinasto agregatno stanje. Sublimacija poteče pod pogoji, pri kateri imajo molekule zadostno energijo, da lahko prehajajo iz trdnega agregatnega stanja, a pogoji niso primerni, da bi nastala tekoča faza. V procesu litofilizacije sledi po fazi sublimacije vode v delu kondenzatorja še desublimacija vodne pare.